recimo tudi zaradi te neprijetnosti, ki sem zdaj začel govoriti. Zdaj mi ne rabimo čakati, da pride tista neprijetnost, da pride tisti strah, tista tesnoba. Verjamem, da marsikdo je šel čez to. Ko je tista temačnost, žalost, žalovanje, obžalovanje, tesnoba, anxiety, vse to je človek izkusil. In če se spomnite, ko ste bili v taki situaciji, kaj ste potem naredili? Kje je pobeg? Ko tista črna megla, tista črn oblak zavzeme, ni važno, kam se poskušamo obrniti, je prisotno. Ni pobega na nek način. Kljub temu, da se poskusimo zamotiti, in še zmeraj je tam tisti kontekst, ki se zadeva, še zmeraj nas obremenjuje, duši. In vidite, zdaj, ko že to govorim, je neprijetno se tega spominjati. Že malo premikanje po pošti. Tako da ni prijetno. In vidite, kako vidimo, da nimamo ravno neke kontrole. Ni važno, kaj poskušamo se zamotiti. Je to za pijačo, za vedrili, kakšenkoli čudni užitki. Tisto še zmeraj je. Se še zmeraj vleče. In vidimo, da pravzaprav nimamo ravno kontrole nad tem. In tukaj je ta zadeva, kako reševati ta zadevo. In zdaj, da vidimo, da je ta velika zadeva, ta oblak, pravzaprav zelo nepoznana in nikoli nismo imeli čas pogledati v to, ker ponavadi mi mislimo, sledimo tisti prijetnem kontekstu, ki so prijetne situacije, ki je vse v redu. Pa mislimo, da to je to, da to sem jaz, da to je moj bit, da sem vesel in smo lahko naivni. In lahko se delamo tudi mogoče celo nemoralne stvari znotraj tega prijetnega konteksta. In mislimo, da ne bo nobenih posledic, dokler se tale kontekst spremeni in potem nimamo kontrole. Torej, glih problem je pravzaprav v tem, da mi mislimo, da imamo mi kontrole nad stvarmi. Smo lahko naivni, se predajemo čutnim užitkom, dobimo, kar si želimo, se igramo s to sladkim delom, ko se pa ta kontekst spremeni, pa pravzaprav vidimo, da nismo nikoli res imeli moči nad občutki. Ko govorimo za občutki, vidimo, da je prijeten, neprijeten ali pa nevtralen, je tako, kot je nam dano. Ima svojo naravo prihajanja in odhajanja. Ta neprijetnost, ta tesnoba in tako naprej, ima svojo naravo prihajanja in tudi sama enkrat tudi odšla. Brez našega vpliva. In lahko potem pomeni, če je samo odšlo, bo tudi spet še kdaj nazaj prišlo. Tudi nevtralen občutek, isto. Zdaj pa mi, če smo tako naivni, da mislimo, da lahko kontroliramo te občutke. Torej, če je prijetno, se še bolj poželimo, torej imamo že kontrolo na to, kot sem zadnjič govoril. Ko je neprijetno, poskušamo izogniti se. Ko je nevtralen, smo pravzaprav se predamo te naivnosti, kako se reče, tudi lenobi. Tako da tudi to je. Kako mi potem vzgajamo to idejo, da imamo mi kontrolo nad stvarmi. In zdaj, ko nas tesnova prevzame, kaj naredimo, je seveda ne vemo nič druge poti, kot da iščemo čutne užitke. Kaj je pa zdaj pravi način, zdaj, če bi hotel se ukvarjati s to stvarjo?
prej Bante rekel, da se ustaviš pa opazuješ svoje občutke. Mislim, nepristransko, ampak da je to težko, to je skoraj mission impossible. Torej ne poskušati še kontrolirati. Ker smo rekli, ravno kontrola bi problem. Kaj pa mi hočemo narediti, ko se res znajdemo v taki situaciji? Na hiteriš. Hitro rešiti, nekaj narediti, nekaj skočiti, se gleda nekaj specifičnost, ampak ravno to, ravno boleče, tesnobe boleče, prav zato, ko hočemo kontrolirati. Torej, delati s kontrolo, zdaj moramo videti, da ne bo šlo. Torej, kaj potem, da mi prepoznamo tesnobo ali neprijetnost tako, kot je. Na začetku bo sigurno še bolj neprijetno. No, se bo čutilo bolj neprijetno. Neprijetno je že itak, ampak zdaj, ko bomo pogledali, itak bomo videli, da smo tako, kot že je. In ne bo ravno prijetno na začetku. Samo je pa ravno pravi recept. Torej, da mi naprej, da se zadržimo, da ne gremo iskanje rešitve v čutnih užitkih. Da še bolj vzgajamo to idejo, da imamo mi kontrolo. To je, rečemo, prvi korak. Zato je tudi zelo poudarek, da preden to lahko sploh razvijemo, da ne reagiramo, mi moramo to že razvijati, preden sploh pridemo do tega, da preden pride ta tesnoba. Torej, kako bomo lahko mi izdržali in popazovali, spoznali to tesnobo, če ne se ne znamo zadržati takrat, ki je prijetno. Takrat, ko so čutni užitki vabljivi. Ali pa ko smo jezni, ko se hočemo razjeziti pa nekoga užaliti. Ko se zadržimo, takrat se treba zadržati. Torej, zdaj, ko smo govorili o 5, 8 vodilih, ravno to že nas vabi razvijanje ta moč, kako se dobiti ta neko mentalno mišico, da lahko potem zdrži tudi tiste, ki pride res problemi velike. Torej, ko govorimo o prebijanju na komarji, na primer, ne. Je tista malenkostna neprijetnost, pa kaj pol. Komar ima tudi življenje. No, ampak tam to ni pomembno, da nam zdaj filozofira, da ima življenje, nima življenje komar, ampak da se zadržimo. To je še zmeraj zelo malenkostna bolečina, primerjavi z bolečino tesnobe ali bolečina, eksistenčne bolečine, bolečina, ko bo smrt prišla. To pika komarjev ni nič, kar bi lahko še bilo. Ali pa, ko umiramo, rak. Kako se bomo mi zdržali, ko bo huda bolezen prišla, če ne zdržimo niti pri manjši bolečini. Enako pri kraji, ali pa vzamanju stvari, hočem uno, ali pa pri govoru, še bolj subtilno. Da se znamo zadržati, ne lagati. Se pa lahko zgodi zlahka, da govorimo o prazni čenči in tako naprej. Ampak, slabe čenči in tako naprej, še ni tako slabo kot laganje pa zavajanje drugih. Ampak kljub temu, da se vzgajamo tako naprej, tista trdnost, da vidimo sebe, da vidimo tale ideja o čenči, kako manipulirati nekoga drugega, da vidimo se sebe v bolj nekem splošnem kontekstu. In seveda alkohol in druge stvari, omenjati, to je res potem alkohol odstrani vse neka odgovorna stran od nas. Kakor mi pogovorimo, je pa zelo pomembno prav to razvijanje te odgovornosti. In potem imamo tudi tretje, kar se celo malo preskočilo, tudi kar se tiče spolnosti. Torej naj bo tudi to zelo odgovorno. Spolnost, kaj zdaj to pomeni? Nismo še veliko se dotaknili tega. Kakor vi ste že veliko poslušali tudi Njena Molja, marsikdo, pa brali tudi časute, in veliko so se še pogovarjali, koliko je pomembno za spoznavanje resnice, pravzaprav celibat. Mislim, da je to jasno. Ampak seveda je težko pričakovati, ampak za srečno življenje in tako naprej.
In za zdravo življenje, neko moralno življenje in neko življenje, da ima človek občutek, da je človek kreposti, mogoče se ne bo, ni nujno, da se mora odločiti za celibat, ampak mora pa tudi malo razmisliti, kaj zdaj, kako zdaj igrati to vlogo, do katere mere in kaj zdaj prav in ni prav. In moramo se naučiti, da zakaj pride do tega, zakaj težko, zato ker se človek zaljubi. In ljubezen samo po sebi v splošnem življenju ni tako slaba zadeva. Če človek pripravljen deliti življenje z drugim, skrbeti za drugega človeka in se preživeti skupaj, pač se med seboj pomagati. Govorim seveda o življenju, na splošnem življenju, seveda ne življenju, ker tisti, ki bi iskal popolno osvoboditev od neprijetnosti. Drugačkrat z tega, ker spolno življenje še zmeraj vzgaja neka navezanost in navezanost bo vedno sledila bolečina. Ampak kljub temu, da potem se, ko pride do te ljubezni, potem seveda lahko uporablja načine, da zbliža človeka oziroma postane bolj intimno in tako naprej. Napačno, kar se dogaja v družbi, ko se stvari obrne, ko se uporablja seksualnost bolj za čutne užitke, izničenje, jaz skrbim za druga, ko se uporablja bolj za nekoga kot orodje, meso. In potem se zgodi, če nekdo se izgubi, postane bolj odvisen, vzgaja kot običajen način življenja, pravzaprav tudi izropa človeka ven, kje potem lahko najde ljubezen, ko pa vidi bolj kot seksualni objekt. Zato je tudi v spolnem življenju, v laičnem življenju dobro tudi zadrževanje. To hočem povedati. Mogoče se ne bom rekel zdaj celibat, ampak se govorno blizu skoraj celibatu, je tisto zadrževanje. In ravno zadrževanje zbliža človeka. Bolj spoznaš pravzaprav celotnost ne kot telo. In zato je pravzaprav zdravo, na nek način zdravo za zdravo za odnos, da se gradi res nekem prijateljstvo, kot pa na objekte. In kaj se zgodi v danem življenju, ki je vse svoboda, čim bolj, da ni več tistega spoznavanja človeka, ali pa prideta skupaj, pa gresta hitro narazen, ali pa ni več pestro skupno življenje, pa poskuša nekako popestriti. In v sedanjem življenju tega je več in več in več. Tako da na nek način jaz pravzaprav bi tem razumel tele ideje, ki so nam že znane v družbi iz krščanstva tudi, da spodbuja zadrževanje in da se res uporablja bolj za posebne primere. Ker danes je pa se kaj zanika, ker misli, da tole človeka bolj zapira. Liberalna družba hoče čim bolj odprt, pa čim bolj čuten. Ampak jaz mislim, da je to bolj človeka oropa, pravzaprav. Ga ne osvobaja. Je bolj zaprt. Je bolj zasužnjen. Medtem ko pa tale zadrževanje pravzaprav bolj odpira srce, se mi zdi. To je moje znanje, razumevanje uma in kar slišimo zgodb od drugih. Tako da temu bi jaz potem videl tamle tretje vodilo. Seveda tretje vodilo res pravi, da ne gremo v neko, da se spolnostjo ne škodujemo sebe na drugim. To je bistvo. Zato pa ima pogled, kaj to pomeni škoditi meni in drugim. To res samo pomeni, da navaramo, a to res samo pomeni, da nam pride do posilstva, kaj takega. Ali pa pomeni še malo globje. Če se mi nekaj, kar naj bi bil simbol, značaj neke topline, nekega skupnega zaupanja, pa neko
hočem reči, prodajanje sebe na pocen način, kaj bo še? Neki cenec ali neki prodati za kako bi Buda rekel, za par kovancov. Torej, če sebe cenimo drugo osebo, potem bomo to znali uporabljati na pravilni način. To, kar se tiče tretjega vodila. In za tega, če se pa mi predajemo na hiter način, s temi čutnimi užitki, seveda potem, ko in mislimo, če je prijetno, da je nam zdaj, da je samoumevno, da treba se predati v to, potem, ko pride pa neprijetna zadeva, potem bo pa malo problem. Torej, bolj ko se človek prodaja, bolj bo ujet v te čutne objekte in ko se te čutni objekti spremenijo, bomo počutili se, kot da nas nekaj vleče na vseh konce, pa nimamo nobene kontrole. Ko človeka lahko res spravi do take mere, da res ga zatesnjuje in da ne ve, kako ven zbežati. Ker nimaš kje zbežati. Kamkoli se obrneš. Torej, za tega mi živimo krepostno življenje, za tega spodbujam, da se vodi v življenje v 5-8 vodilih. To ni hec, to ni samo neka pravila, kot da bi zadal navodila ene igre, pa morate slediti mojim pravilom te igre. To niso vodila za neke igre. To so nekaj, kar vas naredi bolj da se sami sebe bolj spoštujete in da je potem življenje tudi lažje, da ste bolj prezemljeni, da ste bolj neodvisni. In potem, kot pridejo kakšne stvari, težavne stvari, tako naprej, se znate tudi soočati. Torej, če pride prijetni občutki, ok, pa kaj pol. Pridejo neprijetne stvari, pa kaj pol. Torej, se tudi nismo tako čustveno ujeti zadeve. Kar govorim, je v res vsem v čustvih. Čustva je bolj simptom problema, moramo pa pogledati, torej človek se poskuša pa ukvarjati s temi simptomi, kot je to problem. Žalost, jok, ti si kriv, zakaj si mi zapustila, zakaj si me ukradil, zakaj tako govori z mano. To nas, mislim, da je tam problem. Problem je, ampak to so bolj simptomi problema. Kje je potem problem? Torej, treba stopiti nazaj in videti, kaj je res. Problem je pravzaprav naši pogledi, ki so obrnjeni na glavo. Ko mislimo, da mi imamo kontrole nad stvarmi. In ko mislimo o kontrole nad stvarmi, potem ta poželenje, kontrola, strast, to potem postane problem. Tam je problem. Ne v specifičnih stvareh, s katerimi se soočamo, ampak problem je prav ta bolj notranji, naše stališče, naš pogled, ki je zamegljen, kako rečem, obrnjen na glavo. In tukaj potem pride to, kar smo pred mesecem govorili, o 5 agregatih. Kako ćemo mi sploh spoznavati naravo 5 agregatov, ker vse, kar bi lahko govoril o 5 agregatih, je potem več neka visoka znanost, neke abstraktne ideje, nekaj, ki mi vidimo na tabli ali na papirju, ampak kaj nam to zdaj pomeni? Ne veliko. Dokler nismo zmožni se nekaj zadrževati in spoznati to polje, ta kontekst, ki temu mi pravimo ker je vse znotraj potem tega uma. In ta potem vidimo, da ima z te 5 agregatov ima svojo naravo, svojo strukturo. Je neodvisno od naših želja in naših potreb in naših sanj. Ima svojo strukturo, ima svojo soodvisnost. Ko govorimo o občutkih, prijeten, neprijeten, neutralen, ima svoje prihajanje in odhajanje. Pride prijeten občutek, traja dokaj traja, potem pride neprijeten občutek. Samo en občutek ne more sploh obstajati, če pomislite. Kako bi bilo, če bi bilo samo neprijeten občutek? Sploh ga ne bi bilo. To je isto, kot da bi govorili, dan. Dneva nič ni noči. Če bi bil samo dan, potem beseda dan in koncept dan sploh ne bi obstajal. To je isto prijeten občutek, samo prijeten zato, ker je neprijeten odsoten.
Torej, če mi uživamo v prijetnem občutku, potem pomeni, da mi uživamo v neprijetnem občutku, ki pogojuje ta prijetni občutek. Bolj ko vzgajamo, bolj ko se poželimo do prijetnega občutka, zapravo prijeten občutek je le en konc kovanca. Bolj ko se deš tega kovanca, prijetnega občutka zagrabaš tudi neprijeten. In enkrat se zavedaš, da je na koncu obrne, si ti vzel, si ti zagrabil, si ti poželel, da je tvoje in da cel problem iz tega naredi, cela strast. Seveda, toliko bo potem bolečina. Torej, kolikor se mi predajemo strastim, poželenju, toliko bo potem se zrcali nazaj in pride bolečina, tesnoba, strah. In potem, zaradi tega pa tudi raziskujemo potem te 5 agregatov. In prepoznavanje teh 5 agregatov pomeni, da začnemo prepoznati, kako so stvari strukturirane, vse postane manj in manj osebno, se ta navezovanje o jaz sem, pa jaz imam vse pod kontrolo, zmanjšuje. Če mi to konstantno uporabljamo za investigacijo. Oziroma najprej sploh prepoznati teh 5 agregatov znotraj doživljanja. Ne samo nekaj teoretično, zares pa nekaj govori, ampak da se usedemo in da razmišljamo, materija je materija, snov, kaj je to? Občutki, kaj je to občutek? Ali pa govorimo o zaznavi, zavedanju, tvorbah, kaj so zdaj te stvari? Torej, ko se pogledate nazaj v svoje zapiske iz prejšnjega meseca, ali pa posnetka, ali pa prebirate sesute in res gledate čez te faktorje. Bi bilo škoda iti preveč v teorije, pa da bi jaz odpiral še nove teravatske spiske, ker je tu že veliko, da človek se ustavi, meditira in pogleda to. To naj bo skoraj vsakodnevna kontemplacija. Naj bo tudi vsakodnevna meditacija tudi, da se mi umaknemo. Posebno ni važno, neprijetno, ali že čutimo tesnobo ali strast, da se usedemo, da prepoznamo, ker v sedanjem življenju si ne vzamemo pravzaprav čas, da prepoznamo, se ko ujamemo to, kar gremo s tokom. Strast, grem tam, bolečina, grem stran. Ves čas se prepustimo, da tu nas vodi nek tok. Sej lepo, ko nas vodi tisti tok, sproščenost, svoboda, samo tok gre v zelo velik tok. In ko potem je malo že prevelik, pa večji, predstavljate si, da nekam plavate po neki Savi, potem pa imam občutek, da je že neka nevarnost prehaja in potem že tesnoba, čak to pa nekaj ni v redu, pa še zmerno plavamo, ko pa hočemo, to pa res ni v redu, pa hočemo odplavati stran, pa ne moremo več. Torej, zakaj ne bi vsak dan, vsaj za tistih 45 minut, ki je se usedel in ni važno, kakšen stanje smo, ne morem več, zdaj mi pa ni pasal meditirati, zdaj pa ni moj čas za meditacijo, pa moja meditacija ni bila dobra, zdaj pa bila super meditacija, to sploh ni važno, ne se za nekaj delati ocenjevanje, kaj je dobro, slabo, pa kako vam paše ali pa ne. Ampak da se tistih 65 minut nekako date se, da utrdite svoj ni važno, v kakšnem kontekstu je To potem res stabilizira. In potem boste videli v sedanjem življenju, ko so te problemi, ki se soočate, ko boste veliko lažji. Enako velja ne samo za sledenje tem čutnim užitkom, ampak tudi ideološke stvari. Torej, zakaj se izgubljamo v nekih ideoloških stvari, spet nek pobeg, posebno danes je zelo popularno, ideološke, vsi imamo neka mnenja, ali so to politične, ali so to družbene, ali so to vse sorte, vsak ima izražanje mnenja, čim glasnejše, tem boljše, pravijo. Ampak spet, zakaj se iščemo zatočišče tam, zakaj se tako ubadamo, zakaj tako reagiramo zaradi strahu. Spet je neka reakcija na neprijetnost. Se lahko izgubimo, mi imamo potem občutek, seveda, jaz imam svoj prav, vsi drugi so neumni. In se lahko potem s svojimi misli vzgajamo svoje stanje uma, svoje načine razmišljanja.
in se pravzaprav tudi zasvojimo s temi pogledi. In to ravno ne bo nam pomagalo pogledati v to razumevanje, da tudi ideje so strukturirane, da ideje so formulirane v skladu z našimi pričakovanji in kaj nam naj bi bilo vsebno prijetno, kar pomeni, da zameglimo oziroma onemogočimo pogled v stvari take, kot so, in onemogočimo, da pravzaprav da bi modrost prišla do nas, da bi stvari videli v jasni luči. Ker modrost ne pride z neko ideologijo, ampak modrost pride z razumevanjem stvari take, kot so. In da lahko razumemo stvari take, kot so, potem se je treba tudi dovoliti, da mi vidimo stvari take, kot so, v vsej tej neprijetnosti in prijetnosti. Ker če ne bomo, potem spet kot osnova pride, in če ni modrosti, tesnoba, in če ni modrosti, znotraj tesnove pride še marsikakšna neumnost, strah, neznanje, in ni važno, kaj drugi nam govori, ne bomo slišali. Ker nimamo razumevanja, o čem se to govori. Torej, do tega tudi Buda ne bo nikoli mogel olajšati nekomu bolečino. Do tega tudi Budova učenja nikoli ne more biti obravnavana kot psihoterapija. Da bi lahko samo neko specifično bolečino, pa Buda da nek nasvet, pa se že boljše počutim. Zaradi tega damo veliko opozoril, da se stvari pripravimo, preden je prekasno.